Prav lepo pozdravljeni in dobrodošli na našem drugem srečanju. Danes si bomo vzeli čas in pokukali v utrinek številka 2. Vesela sem, da ste danes z mano. Mogoče samo par besed za tiste, ki so danes z nami prvič. Par besed, začnem s tem, da predstavim sebe. Moje ime je Rebeka Prislan. Pri kreaciji rokovnika za leto 2021 se ob mislih, ki nas bojo vodile vsak dan, kar 365 dni, se mi je utrnila ideja, da rokovniku podarim nekaj več. Nekaj, kar nam pomaga pri vsakdanjem življenju in nas vodi tudi k naši osebnostni rasti. Tako se v rokovniku skriva 27 utrinkov. Danes bomo pokukali v utrinek številka 2. Naslov ima: Kaj je tisto, kar sporoča telo? Dovolite mi, da vam preberem. Kaj nam sporoča telo? Naše telo je vedno ob nas. Pomaga nam reševati vse naloge. Vodi nas skozi spoznavanje novih občutkov. Omogoča nam dotike narave, darov narave. Podarja nam res veliko. Podarimo mu tudi počitek. Razvajamo telo s prijetnimi mislimi in dejanji. Razvajamo telo s čarobnimi dotiki. Telo je tisto, ki nam dovoli, da opravljamo tudi težke naloge. A včasih nas pa prosi, da se ustavimo. Včasih nas prosi, da naredimo kaj drugače. Včasih nas opozori, da rabimo čas zase. Prisluhnimo svojemu telesu. Bodimo pozorni, ko reče ne. Ne. Ustavimo se, ko nas opozori z bolečino. To je utrinek številka 2. Utrinek, ki bo z nami ne samo naslednje leto, ko pride. Utrinek, ki je z nami že to leto. Že ta trenutek. Poglejmo malo podrobno, kaj je tisto, kar želi ta utrinek podariti vam. Če vam povem svojo zgodbo, telo me je ustavljalo. Telo mi je reklo stop. Kaj sem naredila? Kar nekaj časa nič ignorirala. Bo že mimo, bo že konec. Ampak, ko so bolečine močnejše in pogostejše, takrat ne smemo ignorirati. Bolje je, da čim prej iščemo odgovore. Odgovore v sebi, v srcu, katere poznamo samo mi. Nihče drug ne more. Mi smo tisti, ki vemo, kaj se nam je zgodilo, ko smo bili stari 7 let, ali 10, ali 15, ali 20. Odkje je v nas žalost, jeza, maščevalnost, razočaranje? Dovolite mi, da vam zaupam, kje se je meni prižgala tista rdeča luč. Eno obdobje mojega delovanja bilo zelo intenzivno. Ampak telo ni zmoglo. Misli so bile hitrejše, kakor je telo zmoglo to uresničiti.
Če vam povem popolnoma na praktičnem primeru. Vzamem ključ od avta, ga dam na poličko. V času, ko nosim ključ k polički, je misel že druga. Kaj se mi je dogajalo ves čas? Ves čas sem iskala ključe. Pa venomer sem si rekla, vedno bom dala na isto mesto. Kar naprej sem iskala. Pomemben trenutek zame je bil, ko sem se ustavila in pogledala, kaj se dogaja v moji glavi, kakšne misli so. Kaj je tisto, s katerim začnem dan, končam dan, me spremlja čez dan. Vam zaupam, kaj sem našla? A vam povem? Ja, avtocesto misli. Pa ne takšno enostavno, takšno, kot vidimo v filmih, ko je ne vem koliko več pasovnic. Široko krožno križišče, kar šibalo je, pa to moram, pa danes pa ne, to že zamujam. Aha, to pa ni fajn. Malo je treba stvari ustaviti. Saj mi tudi telo govori. Če gremo še enkrat čez te utrinke naše, čez posamezne besede, da vam povem, kaj je meni telo sporočalo, kako bi jaz to prebrala vam. Kaj meni sporoča telo? Moje telo je vedno v meni in temu sem zelo hvaležna. Nič mi ne manjka. Nimam se kaj pritoževati. Fajn je. Hvala telesu, ker je ob meni. Pomaga mi reševati naloge. Drži. Močno drži. In izzive. Tako hodim, skačem, se smejem, gibljem. Polno različnih stvari. Vodi me skozi spoznavanje novih občutkov. Drži. Res drži. Omogoča mi, da se dotaknem darov narave. Resnično. Sama lahko izberem, kaj bom jedla. Sama lahko izberem, kaj bom nanesla na svoje telo. Sama lahko izberem, o čem bom razmišljala. Čemu bom namenila pozornost. Ali tisti, da mi bo uspelo, ali tisti, ne. Ali tisti, da zmorem, ali tisti, ne bo mi uspelo. Ne. Jaz sem tista, ki se odloči. Se pravi, telo je tisto, ki meni podari veliko. Tudi glavobol. Samo pokaže mi napetosti v glavi, zopet preveč misli, poti informacij. Zato zahvalimo se telesu, podarimo mu tudi počitek. Privoščite si tisto, kar vas sprošča. Ples, glasbo, meditacijo, uživajte. Razvajajte telo s prijetnimi mislimi in dejanji. Jaz vem, da vi tudi zmorete. Tudi ko je težko, iščite kančke upanja. Razvajajmo se, razvajamo telo s čarobnimi dotiki. Sama sem želela mnogo let poiskati tisto skrito formulo, ki nam poda dotik s telesom. Zato sem se tudi veliko izobraževala. Anatomija, fiziologija, refleksologija, klasična masaža, hipnoza, šola bioterapije. In vam povem, da naše telo je čaroben stroj, čarobna umetnina. Čarobnost nam podarja v občutkih, zmožnostih.
Samo prisluhnimo. Prisluhnimo mu. Zaupam vam, da ko sem šla sama čez proces iskanja stika s telesom, iskanja ljubezni, tiste do mene, v meni sam, so se mi ponovno odprle zaznave iz otroštva. Čudovito je ponovno bilo videti barve okrog ljudi, čeprav je to takrat vedelo le nekaj ljudi. Danes sem hvaležna, da nekako nisem tega svojega daru, ki mi je bil podarjen, popolnoma umaknila v globino, ampak sem ga priklicala nazaj. Dotik je tisti, ki je magičen, čaroben. Saj veste, nekaterim pa še božanje, čohanje, dotik, kopanje, plavanje. Dotiki, to so vse dotiki z našim telesom. Kar je pa zelo pomembno, je, telo je bilo tisto, ki je meni dovolilo, da sem opravljala tudi težke naloge. Ampak me je prosilo tudi, da se ustavim. Prosilo me je, da naredim kaj drugače. In tudi opozorilo me je, da rabi čas, tudi telo zase. Zato vas pozivam in iz srca res vabim na pot, da prisluhnete svojemu telesu. Da bodite pozorni, ko vam reče, ne, ustavi se. Ko vas opozori z bolečino, se tudi ustavite. Glejte na svoje telo kot pomočnika, ki vam pomaga lahko k boljšem počutju. Ne jemljite ga kot sovražnika. Naj bo telo tisto, ki je vaš super učitelj in vaš vodnik k boljšemu počutju. Utrinek številka 2. Ste opazili zanimivost, da imam danes tukaj kar 2 rokovnika. Dobila sem vprašanje, zakaj vse se lahko rokovnik uporablja. No pa poglejmo. Na začetku vas seveda povabi in vas pozdravlja. Podarja vam 365 misli, 24 popotnic in 27 utrinkov. 2 že poznamo. Zakaj so nastale popotnice? Popotnice so tiste misli, ki so mene začarale iz rokovnika iz leta 2020. Te misli, te popotnice lahko podarite tudi naprej. Nekomu podarite darilo in zraven pripišete popotnico številko 12. Nikoli ne nehaj verjeti v čudeže. Prepusti se in dovoli, da pridejo k tebi. To je namen popotnic, da razvaja nas, vas, ljudi, ki so nam blizu. Seveda, potem imamo mesečni pregled. Prostor, kjer lahko zapisujemo ideje, želje, zamisli, projekte, cilje in novosti. To je v ločenih rubrikah iz tega vidika, da če imate eno željo, idejo, jo hitro napišete in se lahko k njej kadarkoli vrnete. Ne rabite razmišljati, a sem jaz to željo napisal 3. maja ali 28. aprila. Se pravi, vas čaka utrinek številka 1, katerega že poznamo, na to pa misli. Vsak dan misel, ki vam je podarjena. Na levi strani sobota, nedelja in priprava na naslednji teden.
Dodatno veliko vrednost v rokovniku sem želela podariti tudi zadnjo stranjo. To je fotografija moje umetnine, ki je nastala v posebnem obdobju. S pisavo kaligrafija sem se prepustila določenim besedam vprašanj, tako da lahko kadarkoli pokukate in pogledate, kje se vaš pogled ustavi. Za tem rokovnikom sem vam želela povedati, da ga lahko uporabljamo za različne načine. Lahko si zapisujemo svoje misli, občutja, sanje, izkušnje. Sama ga uporabljam tudi v poslovnem svetu in sicer si vmes zapisujem, kdaj imam predviden sestanek. Ali kakšno individualno terapijo, vse dogovore zapisujem. Vsako leto pa en rokovnik namenim tudi izjavam dneva mojih otrok. Želim jim to podariti kot darilo, nekaj, česar se bojo spomnili. To so tiste njihove besede, stavki, ki so čarobni in jih sicer pozabim. Zato ima to tudi sporočilo, darilo mojim otrokom. Neskončno vas imam rada. Ja, se me kar malo dotaknilo. Tako, evo, zaključimo z rokovnikom in nadaljujemo z... Poglejmo, katera karta je danes za nas. Karta iz prejšnjega tedna je tudi notri. Tako da, pokukajmo, ali nas danes čaka druga ali še prva. Vidite, nekaj trenutkov, da se povežem s kartami. In danes pokukajmo v to karto. Tako. In sicer objem miline. Jaz, družina, odnosi. Če se mogoče za trenutek poiščem tale, naš utrinek, številka 2, in pokukamo v naslov. Kaj nam sporoča telo? Lahko pogledamo, da je naša današnja karta nekako povezana z našim utrinkom. Na semaforju gori rdeča luč. Takrat, ko rdeča luč, se ustavimo. Pomembno nam je, da si privoščimo objem miline. Pomembno sporočilo karte je tudi jaz, družina, odnosi. Pokukajmo še v besede, ki nam jih podarja. Objem miline. Jaz, družina, odnosi. Skrito sporočilo karte je: ne čakaj na zeleno luč. Pravi trenutek je zdaj. Si na svoji točki odločitve. Dobro premisli, preden sprejmeš odločitev. Mogoče še ni čas za odločitev. Kaj, če vse skupaj prehitro za zaključke? Kaj, če bi moral na svoji poti zaviti malo v drugo smer? Privošči si pogled iz druge perspektive. Sedaj je čas, da prisluhneš sebi in svojim najbližjim. Preuči svoj odnos do sebe in vpletenih ljudi. Si bil res
popolnoma pošten do sebe in vseh vpletenih. Pazi, na semaforju je rdeča luč. Smo pa prejeli zelo globoko sporočilo. Iskanje odgovorov zase. Iskanje naših poti, odločitev. Naj bo to naša popotnica za danes in prihajajoči teden. Se vidimo kmalu.